Pred enim letom, ko je bil samo napovednik, kaj, kako, NLP, sem videl, ok, to je ena zadeva, ki jo že dlje časa iščem, že več let opazil pri drugih, da nekateri drugače delujejo kot večina. Nisem poznal ključne besede. NLP, neurolingvistično programiranje. Šele s tem videom se mi je pred enim letom odprlo obzorje, nemudoma sem se prijavil na NLP praktik, ki sem ga z velikim veseljem čakal vsak torek in četrtek 20:00, poslušal 2, 3, 4-krat nekatere module, do meseca marca, kjer smo imeli online srečanje, zadnje finalno, in z velikim veseljem sem se potem odločil, ali nadaljevati na NLP mojstru ali morda pričeti z hipnozo. Pa sem mislil, ok, kar začnem, bom dokončal, in nekako sem se odločil za NLP mojstra, ponovno z veseljem pričakoval vsak teden, kdaj bo novi online modul, jih poslušal. Med poslušanjem druge stopnje, se pravi mojstra, sem lahko že drugim pomagam. Začel sem v domačem krogu, predvsem pri otrocih, ki so nekako najbolj odprti, dovzetni. Starejši sin je imel strah pred pajki, mi ga je uspelo pripraviti do tega, da tega več ni. Hčera je imela strah pred temo, se ga tudi znebila, vendar se povrnilo, kar pomeni, da moramo intervencijo ponoviti. Prav tako tudi drugim ljudem, ki so se zdeli zelo močni v vsakdanjem življenju, sem jih očitno znal nagovoriti, da so se mi odprli, čeprav sem že v otroštvu vedno bil nek magnet, so prihajali se mi odpirati, zaupati svoje najbolj skrite, težke, intimne težave. Sedaj imam samo orodja, s katerimi lahko to lažje jim pomagam, jih podprem, opolnomočim. Zadnje 4 dni pa so pa ena popolnoma nova dimenzija, ker ko si nenehno v domačem okolju, starši, družina, prijatelji, sosedi, je to konstantno isti svet, v katerem se vrtiš. Tukaj ste pa vsak s svojimi izkušnjami, ki ste si jih nabrali, ste jih podelili, me opolnomočili. Vmes na vsakodnevni vožnji sem tudi prišel do imena podjetja že za začetek, tudi glede logotipa, kako bo to izgledalo. Hvala.